5.11 po kristijanskem koledarju 2011, tož direkt, tokratna tema Coca-Cola, lokacija predor Trojane. Spoštovano občestvo, treba je spregovoriti nekaj tudi o pijači, ki jo pozna skoraj da vsako živo bitje na tem planetu, seveda človeške vrste, in o učinkih, ki ga ta pijača ima. Nekako se človeštvo sodobno nagiba, da bi naj bile nekatere prehrambene in tudi seveda pijače, prehrambene artikli in pijače škodljive za zdravje in si treba a priori izogibati. Po drugi strani pa zdrava pamet narekuje, da vsak fenomen lahko z ustreznih zornih kotov ima koristne učinke ali pa nekoristne učinke. In Coca-Cola je zelo pogosto na udaru, da bi naj bila nekoristna, da bi naj bila celo škodljiva, naj bi razžirala zobe. Po drugi strani pa se tako množično pije. In moja izkušnja človeka, ki je nekoč konzumiral iz eksperimentalnih nagibov mnogo Coca-Cole, je, da pitje v zdravi meri povzroči regenerativen učinek, saj razstrupla telo, ampak resno v zdravi meri. V prekomerni meri pa Coca-Cola dejansko povzroča razpad telesa, saj če je preveč te substance v telesu, pride do razžiranja. Tako podobno si predstavljate, kakor da dejansko zob res namočiš Coca-Colo, zgubi barvo, dobi poroznost, tako se zgodi tudi z telesom, skeletom in celicami. Tako da sporočilo je, vsaka stvar je v zdravi meri koristna, v nezdravi meri pa nekoristna.